Začetki robotike na Dolenjskem so bili skromni, a je panoga zaradi močnega potenciala regije hitro napredovala. Okolje ni bilo navajeno na to tehnologijo, sam pristop izkušenj ni bilo in smo se sproti učili. Ampak mislim, da skozi tega prvega robota, ki je bil prvi robot ne samo v Novem mestu, ampak tudi na Dolenjskem, smo naredili prvi korak. Torej, dobro stanje dolenjskega gospodarstva je tudi odraz tega, da je tehnološko sodobno, kar med drugim tudi pomeni, da je velik del marsikatere proizvodnje robotiziran, je pa seveda to nikoli končana zgodba in ta tekma z preostalim razvitim svetom je ves čas ostra. Roboti so kmalu postali stalnica tudi na neindustrijskih področjih. V zadnjih 30 let so roboti šli iz industrijskih obratov tudi v druge, bi rekel, področje uporabe. Konkretno zelo specifična je danes zgodba, da en robot za dezinfekcijo z UV žarki dela v domu starejših v Metliki v Tedini. Tle bomo zraven imeli danes prisotne robote, dostavne robote, ki že delajo v hotelskih verigah Slovenije. Tako tudi kmetijstvo vedno bolj uporablja sodobno tehnologijo. V ta namen imamo recimo stroj za molžo krav, potem imamo v sadovnjakih robote, različne traktorje, traktorske priključke, pripomočke za obdelavo v sadovnjaku, v gozdarstvu, skratka na mnogih področjih, s katerimi upravljamo na našem posestvu, ki obsega okoli 250 hektarjev. V Revozu se vseskozi prilagajajo potrebam tržišča in tako bo tudi v prihodnje. Začeli smo z nekaj roboti, potem smo narasli na 100 robotov, danes imamo čez 750. Kaj bo jutri, pa ne vemo. Avtomobilska industrija je tako nepredvidljiva, da en dan imaš 750 robotov, drug dan jih potrebuješ 1000, tretji dan pa ne veš, če jih nimaš 200 preveč. Strah, da bi roboti nadomestili delavce, je po mnenju udeležencev okrogle mize povsem odveč. Roboti namreč opravljajo predvsem tiste dela, ki jih ljudje nočejo.